Spoštovana ministrica, dame in gospodje. Danes sem v eni zelo nehvaležni vlogi. Sem to, kar je šola naredila z mene in življenje. In tistega prvega dela ne bom nikoli pozabil, ko sem šel po univerzi najprej učit. In učiti sem začel na srednji gozdarski šoli. Ta šola je izobraževala dva profila, tehnike in pa poklicno šolo imela. In takrat sem pravzaprav razumel, da potrebuješ resnično oba profila. Ker ko sem enkrat v zbornici vprašal, a je nujno, da imamo tudi poklicno šolo, so rekli, že, lubadarja bodo ugotovili tehniki, sem rekel, pa mora nekdo tudi posekati. In tako se potem gleda tudi na višje strokovne šole. Danes je bil lepo povedan namen, zakaj so one nastale. One so nastale iz potrebe v gospodarstvu. Mi imamo kar velike težave, ker ko dobiš ti diplomiranega ekonomista in mu rečeš, da naj spiše eno dobavnico, on te skoraj že vpraša, kaj je to. In jaz vem, da ima on veliko znanja, ampak življenje je kakšenkrat tako praktično in to praktičnost mu moramo mi dati že v vzgojno-izobraževalnem procesu. Višje strokovne šole ne bi bile prav to. Vseeno, ali govorimo o razmerju 60-40 ali govorimo pol-pol. Pomemben je namen, kaj mi iščemo v teh šolah. Mi iščemo ljudi, pravzaprav, ki imajo znanje in ki znajo delati. Znanje kakšenkrat lahko postane samo sebi namen, temu se pa mi izrazito izogibamo. Na drugi strani ste pa vi, ki to izobražujete in se lahko nas na nek način tudi bojite. Ja, jaz sem slišal pripombo, češ da nekateri delodajalci izkoriščajo vaše študente. Lahko je tudi to res, ampak vi morate biti zelo pazljivi, katere delodajalce zbirate za svoje partnerje. Nismo vsi enaki in tudi vsi enako ne cenimo dela, ki ga konec koncev vi opravljate za nas. Ker jaz sem enkrat Čarli dejal, da bi bilo fino, da bi malo prekvalificirali vse tiste univerzitetno izobražene, da bi znali na koncu tudi kaj delati. To se nikoli ne more reči za nekoga, ki prihaja iz visoke šole. Zato, ker ima dva vzgiba. Ali prakso nadgrajuje, bom rekel, s teoretičnimi znanji, ki so pomanjkljiva, ali pa da v bistvu svoje znanje postavi v prostor, kjer bo delal. Ti kadri, lahko čisto izkušenj povem, da se zelo dobro znajdejo v podjetjih in verjamem, da imate tudi zelo visoko stopnjo zaposljivosti. Pomembno pri vsemu skupaj pa je pravzaprav tudi pogled v prihodnje. Ali bodo višje šole znale profilirati tiste kadre, ki jih mi v gospodarstvu potrebujemo. 20 let ste stari, ste šli že čez puberteto, ampak svet se spreminja. In v tem svetu moramo biti zelo previdni, da ne bomo spet nekaj izobraževali, kar trg ne potrebuje. Ta trg smo pravzaprav mi, podjetja, ki zaposlujemo, trg niso sindikati. Ja, to vedno poudarjam in morate nas poslušati, to, kar mi resnično želimo imeti, ker naša podjetja so samo toliko močna, kolikor imamo dober kader. Ne gre to. Nekateri mislijo, da imamo čudežne palčke, da vse odločamo v upravah, da nekaj ljudi vodi politiko, pa ni res. Politika nastaja tam, kjer imamo kontakt s stranko, tam, kjer imamo kontakt z gostom in če to delo dobro upravljamo, potem je to naš najboljši marketing. Marketing so pa te ljudje, ki prihajajo iz vaših šol. Jaz si želim predvsem tega, da bi bilo tega sodelovanja še več. Želim si, da bi bil vpis v šole, vaše šole, iz leta v leto večji. Da bi pravzaprav tudi starši ali pa mladi v srednji šoli prepoznali, da res je kakšno smreko treba tudi podreti, da se ne da samo gledati, da ima zdaj že druga lubadarja, ampak je treba prijeti nekaj v roko in začeti delati. To je tako, kot če bi v bistvu v družbi nekaj izobraževali, pa ne priznali nekega vajeništva. Vajeništvo je stik z realnim svetom v gospodarstvu. Pa na katerem koli nivoju, ali je to srednje šole, poklicne šole, višje ali pa visoke.
ne moreš iti čez tistega, da ne boš osnovnih procesov izredno dobro razumel. Mene nikoli sram povedati to, da sem moje dele začel v skladišču. Nikoli me ni sram povedati, da sem jaz delal inventure, zato da sem celoten proces razumel. Če ga ne, potem ne veš, kaj od koga zahtevati, in če ga ne poznaš, potem tudi ne veš, kaj bi rad spreminjal. In višje strokovne šole morajo biti to, morajo biti zelo elementarne, po drugi strani pa strokovne toliko, da je vsakemu razumljivo. Saj konec koncev univerze včasih učijo tudi kaj takega, kar ne razumemo. Jaz pa sem to vedno sovražil. Tako da v vaših šolah naj vas vaši študentje razumejo, povejte jim, da so oni od vas odvisni, mi jih bomo rade volje sprejeli, upajmo, da vam bo vpis začel fejst rastati, ja, tako da nam boste več lahko ponujali, kot potrebujemo, ampak to me niti pretirano ne skrbi. Tako da to je naš pogled, ta pogled ni samo moj, mislim, da veliko mojih kolegov, ki so v podobnih branžah, bi vam enako znali povedati, samo z drugimi besedami. Tako da jaz vam želim vse najboljše ob tej slavnostni akademiji, predvsem pa ponos, ki ga izkazujete s svojim delom, naj bo vaše vodilo, ko imate študente pred sabo. Konec koncev, jutri jih boste poslušali kje drugje. Ja, hvala lepa.